Andreja Čuček se je v kulturno-umetniško društvo Vitomarci vključila leta 1998. Takrat je nastopila v Partljičevi komediji Politika, bolezen moja, ki jo je režiral Franc Toš. Sicer pa je Andreja bila vsestransko aktivna, poleg tega, da je bila članica odrasle gledališke skupine, po čemer je bila tudi najbolj prepoznana. Bila je tudi članica otroške gledališke skupine, zaigrala je kar nekaj predstavah za otroke in jih seveda navdušila s svojo spontanostjo in igrivostjo. Andreja je sodelovala v prazničnih in poletnih kreativnih delavnicah, kjer je imela veliko zelo zanimivih in kreativnih idej in so ji otroci pri tem tudi radi sledili. Andreja je bila članica tudi mešanega pevskega zbora in nazadnje se je Andreja vključila v tamburaški orkester, to je bilo v začetku leta 2015. Andreja je za kulturno-umetniško društvo Vitomarci več kot desetletje pripravljala razne cvetlične in druge aranžmaje in okrasila ta naš lepi oder, da je bil v času naših predstav, proslav, koncertov in drugih kulturnih prireditev še lepše. Tako, in tu smo na gledališkem odru, tu kjer se je vse skupaj začelo. Začelo pa se je novembra 1998. Torej, to je tisti prostor, kjer se je začelo kaliti, kjer se je utrjevalo naše prijateljstvo. V prvi vrsti je pa bilo namenjeno temu, da se nekako podoživljamo, da se vživljamo v razne gledališke like. In napisal sem si, v katere like se je vse prelevila naša Andreja. Bila je učiteljica, bila je nuna, vaška klepetulja, kar dvakrat, upokojenka, medicinska sestra, lastnica kmečkega turizma, podjetnica, čistilka, stevardesa, dekla. Poskusila se je tudi v vlogi šepetalke, ker je sodelovala v otroški skupini, je bila enkrat volkulja in enkrat Božičkova žena. Andreja je gojila tiste ta prave vrednote, točnost. Vedno je bila na vseh vajah, na vseh nastopih prva, pred vsemi drugimi. Bila je odgovorna, česa se je lotila, se je res lotila intenzivno. Bila je iskrena, povedala je, kar jo je motilo. Rada je imela urejeno, torej bila je redoljubna, ker pričajo njene vloge. Bila je zelo komunikativna, imela je zelo lep odnos do družine. Nikoli nismo čuli od nje, da bi karkoli bilo negativnega, kar se tiče njene družine, da bi ona kaj povedala. In bila je predvsem pozitivno usmerjena. Oboževala je naravo, živali, zato si je po moje izbrala tudi tak poklic cvetličarke. Imela je svojega ljubljenčka, to je njeni unkaz. Zelo rada je imela ljudi iz njenega življenja. Kar pričajo, kar me je zelo presenetilo, sedaj, ko smo obiskali njeno stanovanje in si ogledali njene albume, mi je bilo zelo zanimivo to, da je recimo imela obletnico valete osnovne šole poslikano v celoti. Vsakega sošolca posebej, vsakega učitelja posebej. Torej, resnično je imela ljudi zelo rada. In seveda, kar je imela rada in kar je vedno poudarjala, pa so prijatelji. In jaz sem vesel, da sem bil del vseh teh prijateljev. Skupaj smo marsikaj doživeli, skupaj smo obiskali kar veliki del Evrope. Zahodne Evrope predvsem, torej Nemčija, Belgija, Nizozemska, Francija. Podali smo se po državah bivše Jugoslavije, Hrvaška, Bosna, Črna Gora, Srbija in tako naprej. Marsikaj drugega smo še počeli skupaj, šli smo na razne koncerte, predvsem kar je oboževala koncert Modrijanov. Šli smo na Triglav, drugo leto smo se podali na Triglavska jezera. Skupaj smo šli na dopust na morju, potepali smo se po Primorske, šli smo na rafting. Andreja je bila za nas tako eno sonce, ki je bila tam smo bili vsi veseli, pozitivna energija je skakala od nje. Na igri smo nikoli ne mogli biti slabe volje, ker je prišla Andreja k nam, nas je vse zdignila, vse spravila k sebi, da smo lahko štartali. 4 leta smo bili vkup pri igre, zastopili smo se v nulo, 1 leto sem se vozila z njo iz šole, najini pogovori so bili veseli, zaupne, tema je bila ljubezen, pač vse tisto, kar je v tistem cajtu bilo.
ogromno stvari še ima zdaj izpolnjeno. V glavnem, tako sonce, kako je bila ona, se lahko v glavnem vsak želi, da ga ima ob sebi. Na Andrejo me veže veliko lepih trenutkov, veliko smo jih skupaj preživele. Najbolj pa mi je ostal eden v spominu. Eno leto, ko smo šle na morje na Pag s prijateljicami in smo se dogovorili, da jaz sem šla predtem z našimi na morje in smo se dogovorili, da me poberejo v Karlobagi, ko gremo na trajekt, da gremo potem skupaj na Pag. In zadnjo noč, ko sem bila z našimi na morju, mi zazvoni telefon oziroma sporočilo, ki ga dobimo od Andreje in piše: Jana, mi smo šle že prek, ker je prevelika gužva, ti pridi zadaj za nami. Nisem mogla nič spati. In potem zjutraj, ko me naši odpeljajo na trajekt, jaz pač malo žalostna, češ, zdaj bom pa rekla, kako ste me lahko pustile, ne? In grem na trajekt. Nadaleč vidim tam na Pagu že kolono z avti in čist prvi v koloni je stal Andrejin avto, Honda Civic, in ob avti sta bile pa Andreja pa Nataša, sta mahali, v glavnem veseli sta bile. No, takrat sem videla, da so me z veseljem pričakale, da so imele skrb. Z Andrejo smo bile zelo dobre prijateljice. Od takrat, ko smo začeli sodelovati pri igri, smo postali nerazdružljive, vse smo si lahko zaupale. Vse posod smo bile skupaj. Zelo jo pogrešam. Prijazna, dobrosrčna, energična, vedno dobre volje, to je bila naša Andreja. Od raznih zabav, igranja v kulturno-umetniškem društvu do moje poroke, pri kateri je mi zelo pomagala z njenim aranžiranjem in z izdelavo mojega poročnega šopka. Bi pa izpostavila eno stvar, ki mi je žal, za katero ji nisem nikoli povedala in verjetno tudi vsak izmed nas ji ni povedal, je to, da mi zelo veliko pomeni oziroma mi je pomenila in jo imam neizmerno rada. Z Andrejo sem doživela samo lepe trenutke. Bila je vedno nasmejana. Vsi smo jo imeli radi. Jaz sem jo imela rada kot lastno hčerko. Saj mi je zaupala dosti skrivnosti. Rada jo imam in jo imela rada. Večno bo v mojem srcu. Igre z Andrejo so bile vedno nekaj neverjetnega. Polne vzdušja, polne veselja, polne radosti. Igrati z njo je bilo vedno veselje. Res super punca, pa mlada igralka. Igrala je, se spomnim se, ko je igrala prvo igro, takrat je igrala učiteljico. Res je bila res fajn, pa vedno smo se nasmejali na vajah in vse, kar je bilo res lepo. Sam sicer nisem imel možnosti veliko sodelovati z Andrejo na odrskih deskah, ampak sem kasneje sodeloval z Društvom mladih Vitomarci in pa kasneje tudi v političnih vodah. Zapomnil pa sem si jo potem, da je vedno nasmejana bila, pripravljena pomagati in pa vesela. Vedno nasmejana, stalno zanurije. Vedno znova nas presenetila. Je najbolj presenetila z eno pozitivno energijo. Njeno notranjo moč, ki je pokazala, da v življenju so tiste male napake, skrbi, za katere imam, nepomembne. Nikoli ne bomo pozabili njenega smeha, ki je bil edinstven. Hvala, Andreja, za vse. Zelo rada je imela glasbo in zato se je tudi odločila, da se nam pridruži pri tamburaših. Še zdaj se spominjam, ko je prišla na prve vaje, prijela je berde, tista najvišji inštrument, ga prijela tako za vrat in rekla, tako bom jaz enkrat špilala, in je tako zavrtela. Tako da, nažalost. Osebno sem Andrejo spoznal na igrah brez meja, takrat, ko sem bil predsednik Društva mladih Vitomarci. Z Milanom sta zmeraj znala nasmejati publiko. Njen glas je bil zmeraj takoj slišan. Res je bila nekaj posebnega. Tudi publika se je znala nasmejati. Znana je bila po teh njenih smešnih vlogah. Andrejo smo imeli
in jo še zmeraj imamo vsi radi. Res je bila en velik sonček. Draga Andreja, čeprav nisva imela priložnosti preživeti toliko skupnih trenutkov, kot si jih preživela z ostalimi, se bom vedno spominjala tvojega nalezujočega nasmeha in upam, da se tam zgoraj tudi smejite. Vse, kar smo doživeli skupaj v Nemčiji, po Evropi, Jugoslaviji, je res nekaj, kar ne bom nikoli pozabil. Bila je res krasen človek in vedno, ko je človeku težko, se lahko spomni na nekoga takega, ki je poln energije, tudi ko je najtežje. Moji spomini na Andrejo so zelo, zelo pestri. V bistvu se je najino prijateljstvo začelo pred 18 leti. Seveda nas je združilo gledališče. Resno sva dosti sodelovala. Moram pa reči tako, da ne samo pri igri, to se je pač vse skupaj nekako poglobilo v eno tako trajno prijateljstvo. Še posebej pa kasneje, ko smo v bistvu oba partnerja dobila iz istega kraja. Torej, Andreja je svojega partnerja spoznala preko moje žene in resno smo se pol začeli kar na veliko družiti. Je bila zelo, zelo vestna, natančna, točna, direktna. Se pravi, ko smo bili zmenjeni za katerekoli vaje, ona je bila prva vedno na vajah. Vedno je skrbela za neki red, vedno je htela imeti, da je vse zloženo, da je nekako vse urejeno, tako kot pač mora biti. Skratka, lahko bi rekla samo pozitivne strani, pozitivne lastnosti. Vse, kar je počela z nasmeškom na obrazi. Bila je zelo pozitivna osebnost, bila je zelo topla oseba. Vsakega izziva, ki se ga je lotila, mogoče je za konček v začetku kaj podvomila, ampak v rešitev je vedno verjela. Tako da najprej, ko kdo omeni Andreja Čuček, vidi njen nasmeh na obrazi, vidi neko norijo, vidi neke tiste rožičke, ki jih je nekaj imela, da je vedno nekaj ušpičila takega, da je potem vladala dobra volja. Tako da vse lepo od Andreje. Andreje se spominjam tudi osebno. Njeni nasmehi, njena dobra volja, njena pozitivna energija, njena svobodomiselnost, njena igrivost, to je tisto, na kar prvo pomislim, ko se spomnim na Andrejo. Z Andrejo sva bili povezani na en tak prijeten način, sicer nikoli nisva bili zelo, zelo dosti skupaj, sva se pa srečevali predvsem na vajah in prireditvah Kulturno-umetniškega društva Vito Marci. Takrat sicer ni bilo časa za neke dolge razprave, razmišljanja in debate. Takrat je šlo bolj za organizacijske stvari, kako bomo kaj izvedli, in ona je bila vedno pripravljena in je bila zelo fleksibilna. Mi je pa zato toliko bolj dragocen spomin na naš prvi Valentinov pohod februarja 2014, ki se ga Andreja z veseljem udeležila in se tudi prva prijavila. In takrat sva zagotovo se pogovarjali vsaj 2 ure. Takrat je povedala o svojih željah in načrtih za prihodnost. Bila je tako realistična, a hkrati tako pozitivno usmerjena, delovala je tako zrelo, samozavestno in odgovorno. In takrat iz tistega razgovora sem tudi jaz sama zase potegnila toliko dobrih stvari, toliko razmišljanj o življenju, o dragocenih trenutkih, ki jih imamo, ker pravzaprav ne vemo, koliko jih imamo na razpolago. Čeprav je bila tako mlada, je razmišljala tako modro in hkrati tako optimistično, verjela je ne le v sebe, verjela je v svojo družino, tako v starše kot v partnerja Boštjana, predvsem pa svojo hčerko Hano. Moj najlepši spomin na Andrejo, najbolj dragocen, je pa to, za moj poročni dan je naredila moj šopek, na željo moje sestre Jane. Nikoli ne bom pozabila, ko je prišla k meni domov tistega jutra, 22. augusta 2007, na naše dvorišče, prinesla nevestin šopek, prinesla 2 manjša šopka za moje hčerke in rekla, zdaj ti bom pa še okrasila okolico hiše z trakove, z pisanimi balone, in je bila tako vesela in tako srečna in je rekla, to je moje darilo tebi, Valerija. Zaželela mi je srečen in dolg zakon. Hvala, Andreja. Moji spomini na Andrejo segajo že leta pa leta nazaj, ko sem še bila tako mala in sem hodila v to dvorano gledati iger v izvedbi odrasle gledališke skupine. Ona mi je bila nekako, ne vem, najbolj zabavna.
smešna, vedno na odru. Zato sem bila tudi zelo vesela, ko smo začeli sodelovati pri pevskem zboru, ko sem jo spoznala tudi bolj pobližje, ko sem bila tudi sama bolj že starejša in sem pač videla, da je dejansko taka oseba, kot sem si predstavljala, da je. Tako da mi dve smo sodelovali pri zbore, smo peli isti glas, drugače je pa zelo veliki interes imela prav ona za tamburaše. Spomnim se, da me je na čisto vsakih vajah zbora vprašala, kako daleč so tamburaši, kdaj bomo začeli delati. Tako da je bila pač zelo zagreta, kaj se tega tiče. In ko smo začeli s tamburaši, je seveda bila ona povabljena zraven. Želela je igrati berde. Bila je pripravljena priti na vaje tudi individualno, če je slučajno ne bi ratalo tak. Ampak žal je bila, mislim, da na vajah 2-krat ali 3-krat, pol je pa bolezen naredila svoje. Spomnim se, ko smo ji zaigrali Veselo plesačico, mislim, da po več kot 10 letih sploh, preko telefona, takrat je že bila v bolnici in vem, da je bila zelo vesela. Mi smo pa imeli pač sladko grenki priokus. Bili smo veseli, da nas je slišala, ampak bi bili še bolj veseli, če bi lahko bila takrat z nami. Vem, da bomo Andrejo sigurno ohranjali živo med nami vsemi. Vsi mi, tamburaši, nasploh člani KUD-a, ker je bila velik del našega društva, kot tudi kraja samega. Je pa seveda zato največ naredila, mislim, da sama, zato da ostane živa s svojim karakterjem, svojim pozitivizmom. Nikoli ni bila slabe volje, res. Vedno nas je znala nasmejati, če smo bili še tako slabe volje, je zdignila vzdušje in potem si jo bomo sigurno tudi zapomnili. Moji spomini na Andrejo so že od malih nog, ko smo z mamo in Natijom smo hodili na predstave in Andreja je bila taka medobčinska zvezda, pač naš idol. Se mi zdi, da vsi smo imeli nekako željo, da bi se pridružili gledališkem klube, najbolj zaradi nje, ker smo vsi ful občudovali. In pol, ko sem se pri mojih 16 pridružila odrasli gledališki skupine, je ona bila še petalka in velika podpornica. V bistvu mi smo prišli totalno brez izkušenj, z veliko tremo, brez znanja in neko strahu spoštovanja sem jaz vedno imela do nje, ampak ona v bistvu s to pozitivno energijo omilila vse in pač vedno nas ful podpirala. In pač eden izmed takih lepših spominov, da tudi to, ko smo šli skupaj na morje. Seveda smo takrat bili še vsi mi najstniki, ona je bila toliko starejša od nas, ampak še vedno nas je totalno sprejela, brez nobenih problemov. Mi smo bili njene, ona je bila v bistvu naša zaupnica, no mi njene, in smo razvili tako ful lepo prijateljstvo. In tudi pol čez cajt, pač tekom bolezni pa to, sem še vedno imela v misli in še vedno imam po ogromnem nasmehi, pozitivno energijo in takem smehi, da se pač kar navleka od nje. Andreja je bila zelo prijazna, dobrosrčna, zelo rada je pomagala vsem, tudi v našem društvu je zelo dosti nam pripomogla, kdaj smo imeli 35 let društva, nam je okrasila oder s svojimi aranžmaji. Tudi vsako leto nam je za prireditev Pesem na vasi okrasila in naredila aranžmaje, tako da jo zelo pogrešamo. Pa bila je dobrosrčna, prijazna, pomagala vsakemu, kateri je prosil za pomoč. Andreje Čuček se spominjam najbolj iz časa pred volitvami v občinski svet. In sicer, ko smo hodili in se predstavljali po vaseh Svetega Andraša, in sicer je bila zadolžena, ali pa bi naj bila zadolžena v občinskem svetu za projekt Starejši za starejše in socialna vprašanja v občini. Bila za mene zelo pozitivna, je zelo razumela, verjetno po nagnjenju in pa tudi potem, da je v družini
starše, mama njena že to področje tudi obvladovala, delala, tako da je imela prav sočutni in pravi odnos do starejših ljudi in tudi se prilagajala raznim situacijam, v katere pač starejši ljudje pridejo v starosti. Andreja je bila že od malih nog aktivno vključena v veliko društvenih in ostalih aktivnosti v kraju. Prav zaradi tega, ker je uspešno pripomogla k prepoznavnosti našega kraja, smo ji leta 2016 posthumno podelili plaketo za življenjsko delo. Predvsem pa je Andreja bila pozitivna in čudovita oseba, ki nam je lahko vsem v zgled. Ko sem odhajala od doma, mi je pod roke prišla tale knjiga Ptica v duši. Globoko v našem telesu živi duša. Živa duša je še ni videla. Pa vendar vsi vemo, da je tam. Ni ga bilo še človeka na svetu, ki ne bi imel duše. Prižge se tisti hip, ko se rodimo in nas nikdar ne zapusti. Tvoja duša je bila kot ptica. Še vedno živi. Kadar nas kdo navduši, si bila tako navdušena, da si razprla svoja krila in si nas svojim nasmehom, svojo ljubeznijo objela. Ta objem gori še danes. Najina srečanja niso bila vezana samo na kulturno društvo, kamor si rada prihajala na delavnice, ker si z otroci ustvarjala. Pridružila si se tudi v šoli, v Vitomarcih in Cerkvenjaku, ker si sodelovala na raznih ustvarjalnih delavnicah in si polepšala marsikateri trenutek, marsikatero učno uro in jo obogatila. Sodelovala si tudi v pevskem zboru. Vedno si bila prva, nikoli nisi zamudila. Pripravljena na vajo, z notami v rokah. Kje pa ste, si vedno spraševala, zakaj zamujate? In res, točnost je bila tvoja vrlina. In od tebe smo se ravno tega skušali naučiti, čeprav nam vedno znova uhaja iz rok. Draga Andreja, ti še vedno živiš. Z nami si, s svojim nasmehom, s svojimi objemi, s svojim vriskom, s svojo energijo, s svojim življenjem, s svojo bitjo. Ptica duši še vedno raste, še vedno je prisotna in nikoli ne bo odšla. Vedno znova nas bo spremljala na vseh poteh, kamor si hodila z nami. Andreja, vesela sem, da si stopila v moje življenje, da sem se učila od tebe, da sem delila radosti življenja s teboj. Hvala ti. Osebno se bom Andreje spominjala kot najbolj žlahtne komedijantke naše gledališke skupine. Njena spontanost, njena igrivost, njena vedrina, njena domiselnost in kreativnost sta popestrili marsikatero urico, ne samo meni, ampak tudi drugim našim prijateljem in občanom. Kar pa je meni ostalo zelo v spominu, je pa bilo v bistvu presenečenje, ki smo ga pripravili, ko je imela rehabilitacijo po operaciji v Dobrni. Nič ni vedela, da mi pridemo, mi smo pa prišli, torej mislim, da je bil Damir, pa Kristjan, Srečko in Lea, vsak je svojo vrtnico in mislim, da smo jo čakali več kot uro pa pol, ker je ona s vsemi tam klepetala in ko je v bistvu se pojavila, videla naše obraze, nekako vsi smo jokali. Vmes nam je zaupala tudi svoje hrepenenje. Hrepenela je po partnerju, po otroku. Vse to se je uresničilo, ampak nažalost je premalo uživala v vsem tem. Kar smo se tudi pogovarjali, marsikaj smo v teh dneh povedali o Andreji, marsikaj nam je hodilo po naših možganih, ampak nekako nismo našli mogoče prave besede. Želeli pa bi poudariti, mislim, da čisto vsi. Premalokrat smo ji povedali, oziroma vprašanje, če smo ji kdaj povedali, kako zelo nam je bila pomembna. Želeli smo ji povedati,
da smo jo in jo bomo imeli radi. In da bo vedno ostala del nas. Torej, kako dolgo bomo mi, tako dolgo bodo spomini na Andrejo živi.